Lepo pozdravljeni še v mojem in v našem imenu. Najprej moram opravičiti Suzano Tratnik, ki je še na poti do nas in se nam bo pridružila malo kasneje pri omizju. Kot vidite, so danes v mestu izredne razmere, na ulicah je veliko jeznih ljudi. Tukaj na tem omizju danes pa bi govorili predvsem o pravicah manjšin, o medijih, o znanosti, o sociali ter varstvu narave in okolja. Zato imamo dokaj različne goste in goste, ki bo vsak iz svojega področja predstavil ključne diagnoze in prognoze, torej probleme in rešitve. Tako smo si pač zamislili format te razprave. Po prvi rundi, po prvem vprašanju v bistvu bi jaz kar tako dal besedo tudi vam, publiki, tako da odpremo neko širšo razpravo. Kontekst, iz katerega izhajamo, je seveda kriza političnega vodenja v državi in pa vprašanje, kako to državo spet spraviti v normalne tire, kako jo okrepiti, kako okrepiti civilno družbo. Zdaj, v bistvu bi začel kar s tabo, Boris. Predvsem smo te danes povabili zato, ker si znan medijski analitik. Zelo veliko analiz si pripravil v zadnjih letih, ki so žal pogosto tudi spregledane v neki mainstream javnosti ali pa mainstream medijih. Rekel bi, da je recimo eden od problemov danes današnje družbe oziroma Slovenije ta, da imamo vedno bolj populistično politiko, ampak da imamo vzporedno s tem tudi vedno bolj populistične medije. Skratka, ta politika, ki smo jim priča, verjetno ne bi bila možna brez medijev, kot jih imamo. Kako ti ocenjuješ stanje, kakšne rešitve predlagaš? Torej, lep večer, hvala za to povabilo. Morda bi vendarle na začetku podal kakšno diagnozo, ne? In bojim se, da na koncu ne bo preveč pametnih rešitev. Torej, ja, populizem medijev je seveda samo en vidik problema, ki ga zaznavamo v tem hipu v slovenskem medijskem prostoru. Jaz tudi mislim, da ni najbolj ključen, ne? So drugi, ki so bolj bistveni. Sam bi rekel naslednje, ne? Mislim, da se zdaj leto pa pol pogovarjamo predvsem o politizaciji slovenskih medijev. Se pravi, spremljamo, na kakšen način se ponavlja zgodba iz mandata 2004-2008, ko so pač mediji nekako prihajali v politične roke tedanje in tudi sedanje oblasti. Spomnili se boste tega Janševega mandata, kako se je začel. Začel se je seveda z prevzemom STA, potem z prevzemom RTV Slovenija, nadaljeval z prevzemom Dela, potem z prevzemom Večera, Slovenskih novic, Primorskih novic. In iz te epizode 2004-2008 se po mojem nismo popolnoma nič naučili. Namreč ta politizacija, takratna politizacija, ki se zdaj poskuša ponoviti, ne, ni doživela potrebne refleksije. Če se danes pogovarjate z novinarji, če pogledate, o čem pišejo, ali pravzaprav so to področje nekako reflektirali, pokrili, boste videli, da ga niso. Tako da se na nek način zgodovina ponavlja. Se pravi, Janša znova poskuša prevzemati medije, vse po vrsti, se pravi, ravno včeraj je znova recimo zamenjal nadzornike na RTV Slovenija, kdo je generalni direktor RTV Slovenije, poznamo. Kaj se dogaja na STA, vemo, se pravi poskus torej finančne disciplinizacije tega javnega servisa. Poznamo tudi druge poskuse, se pravi njegova druženja z lastnikom, kasneje pokojnim lastnikom POP TV. Poznamo, vemo, kaj se je zgodilo z Siolom, z Planet TV in tako dalje. Vidimo, kaj se dogaja v Delu, vidimo, da članki seveda
nekako v tiskarni izginjajo in da je natisnjena nova naklada. Vidimo, da izhajajo lobistični intervjuji z lobisti, kot so Božo Dimnik in tako dalje. Skratka, v neki, recimo, da manj drastični meri se zgodba mandata 2004-2008 ponavlja. In mislim, da je politizacija slovenskih medijev v tem hipu gotovo eden največjih, najbolj ključnih problemov, ni pa edini. Ena od stvari, na kateri bi rad opozoril, gotovo ta, da če odmislimo to vrstne poskuse podrejanja medijev, pravzaprav hitro ugotovimo, da naši mediji v tem hipu niso kos avtoritarnemu režimu, ki se je vzpostavil. Se pravi, mediji so vedno branik demokracije, demokratičnih vrednot, znašli smo se relativno nepričakovano v recimo tem avtoritarnem sistemu in zdaj svoje vloge pravzaprav ne opravlja dovolj dobro. Mislim, da je bolj ali manj jasno, da se ta manko tukaj izpostavlja in za ta manko seveda ni kriv Janša, ni kriva ta oblast, to so seveda stare hibe, ki jih pač ta medijski sistem Slovenije ima od prej. Te hibe se seveda nanašajo predvsem, sam bi rekel, na neke vrste indolenco in pasivnost novinarjev in tega prostora, se pravi neko formo brezbrižnosti, to boste videli na vsakem koraku. In na drugi strani na recimo temu nezmožnost, nekompetentnost refleksije, sprej družbene refleksije na eni strani in na drugi strani tudi refleksije samega medijskega prostora. In zdaj vse te hibe se mi zdi zdaj v tem ključnem trenutku, poglejte, za to rdečo steno se ravno kar ironično dogaja nekaj velikega, tam je 30.000 ljudi, morda bi morali biti tam, kaj ne, da v tem hipu. Skratka, mediji ne znajo misliti družbene in politične situacije in v tem hipu se mi zdi, da se pravzaprav vse te šibkosti, kot rečeno, ki so se nakopičile v teh medijih, še bolj jasno izražajo, še bolj jasno artikulirajo in politizacija je recimo samo en od teh segmentov. Da bom malo bolj nazoren, poglejte, vam bom poskušal podati eno anekdoto. Ko se je recimo pred 2 ali nekaj takega meseci zgodila ta cenzura na Delu, sprej vsi veste, kaj je bilo, upam saj, da ste za to slišali, se pravi, v tiskarni je bil omaknjena kolumna Janeza Markeša v sobotni prilogi Dela in nadomeščena z drugo sobotno prilogo, v kateri je na tistem mestu, kjer je bila kolumna, stal oglas za Delo. Šlo je za eklatantno cenzuro, ampak kaj se je zgodilo? Samo da ilustriram, kaj želim povedati. Je zgodilo se naslednje, da pravzaprav slovensko novinarstvo ni zmoglo refleksije tega najbolj drastičnega cenzurnega posega v zadnjih 30-40 letih. O tem niste mogli prvič brati nikjer, se pravi, šlo je za to lažno novinarsko solidarnost, če na Delu pride do cenzure, mi o tem ne bomo pisali, in na drugi strani prišlo do tega, da je mene en cel kup novinarjev prepričeval, da to ni bila cenzura. Če to ni bila cenzura, potem, razumete, potem moramo revidirati vse pojme novinarske cenzure za naprej in za nazaj. Tako da to vrstno sprenevedanje, se mi zdi, ta nezmožnost refleksije je tako zelo značilna za ta medijski trenutek. Dobro, hvala, Boris. V bistvu se mi zdi, da si veliko govoril o medijih v tem nekem tradicionalnem smislu, bom zdaj že rekel. Včasih je mogoče ta debata celo nekoliko odveč, če pomislimo, da imamo danes že računalniške robote, ki pišejo članke, da v bistvu imajo mediji, kot so časopisi, zelo, zelo nizke naklade. Skratka, kako bomo v bistvu v prihodnje obravnavali ta vprašanja, torej neodvisnost medijev, to, da bodo delali dobro?
Torej, zdaj najbolj propulzivni novinarji, kot ste že opazili v Sloveniji, pravzaprav bežijo na svoje, a ne. Preiskovalnega novinarstva danes v tem prostoru več ni, to ste najbrž opazili. Če ga je kje kaj, ga je strani tistih novinarjev, ki recimo delujejo v okviru nekih svojih samostojnih zavodov, ne. Mislim, kdo danes piše ključne zgodbe? Ja, to piše, ne vem, novinarji Pod črto, pišejo novinarji portala Oštro, pišejo novinarji Delama, ne, portala Necenzurirano in tako dalje, ne. Tako da, ja, seveda se strinjam, da to klasično tradicionalno novinarstvo ali pa tradicionalni mediji počasi propadajo in seveda, kaj vidimo? Vidimo, da seveda to preiskovalno novinarstvo seveda se seli na splet, na portale, žal pa ima relativno majhen doseg. To pomeni seveda, da se običajno ne prebije do širših množic in je pač bolj ali drugače nevidno in neslišno. Po drugi strani je seveda jasno tudi to, ne, da danes pravzaprav mediji obstajajo pretežno samo še na spletu, se pravi bralne navade, se pravi medijskih uporabnikov so se spremenili do te mere, da se vsi seveda selijo na splet, ampak po drugi strani je pa seveda splet nekaj, kar ponuja novo past, ne, spet bom omenil politizacijo medijev. Mogoče sem prej pozabil povedati, ne, poglejte, če se je kaj res ključnega zgodilo v zadnjih 20 letih v tem medijskem prostoru, je to, da smo leta 2015 dobili portal in tudi televizijo Nova24 TV. Zakaj je bil to ključen moment? Zato, ker je v tem hipu stranka SDS pravzaprav presodila, da ne bo več izvajala mimikrije. Se pravi, vse do leta 2015 je nekako veljalo, da kadarkoli se je vpliv, ne, politike pojavil v katerem od medijev, se ga je zanikalo, ne. Janša nikoli ni priznal, da ima vpliva na RTV, na STA, na Delo, na Večer, na Slovenske novice, na Primorske novice in tako dalje. Ne, spomnili se boste recimo brezplačnikov iz leta 2008, ne, Slovenski tednik in Ekspres. Janša je, mislim, da sproduciral gotovo kakšnih 50 demantijev, kjer je zanikal, ne, da ima karkoli s temi brezplačniki, čeprav seveda je kasneje tudi parlamentarna preiskava pokazala, da ima. No, 2015 pride do tega obrata, ko seveda, bi rekel, SDS izrecno investira in več ne skriva, bi rekel, svojih političnih, kapitalskih in drugih, kako bi rekel, prstnih odtisov za tem projektom in od takrat naprej, recimo, Reci in piši nastala, torej sem jih sam naštel in o njih pisal, ne, več kot 30 tovrstnih portalov, ne, običajno v neki, spet v neki preobleki, ne, lokalno-novičarskega tipa, ne, ampak zdaj pa poglejte, ne, ta hobotnica teh 30-35 medijev, ne, pretežno seveda dostopnih na spletu, naredi svoje, ima svoj učinek, ne, ima svoj učinek in včasih pokrije nekatere zgodbe seveda na ta politično-propagandni način, dovolj dobro, da popolnoma ustavi ali preusmeri klasične medijske naracije. Spravi, pogovarjati bi se morali pravzaprav največ o tem elementu politične propagande slovenskega medijskega prostora, ampak kaj se je zgodilo? To vrstna polarizacija medijskega prostora, recimo po letu 2015, pa še seveda že prej, v kateri ste dobili pač medije, klasične medije, ki poskušajo vse približno delovati profesionalno in pa izrecno strankarsko politične propagandne medije, je kar ostala kot, bi rekel, neka samoumevnost. Ni bil, ne, se pravi, ta anomalija ni bila prepoznana kot anomalija in žal živi svoje življenje še naprej. Daj še povej kakšno rešitev, no. Ja, rešitev seveda, kot lahko uganeš, ne, ni posebej na vidiku. Ena od rešitev je morda na drugi strani zidu, ne, se pravi, na politični ravni seveda, da se politiki, ki se poslužuje tovrstnega
prisvajanja medija bolj in manj poslovijo, da niso na oblasti, ne, ampak to seveda ni rešitev znotraj medijskega prostora. Znotraj medijskega prostora se mi zdi, da je edina rešitev seveda ta, da novinarski ceh vzame nase kritiko, ne, moja recimo nikoli ne vzame nase, kar pomeni preprosto, da poskuša reflektirati to pozicijo in se seveda boriti za svojo avtonomijo. Te borbe za avtonomijo je neverjetno malo. Ja. Recimo mi beremo zdaj že 2 meseca, da se novinarji STA samo cenzurirajo. Ne. Ampak oprostite, na STA, ne, v STA hiši zaenkrat ni, a veste, dobenega nastavljenega direktorja, odgovornega urednika, ki bi bil tako kot leta 2004-2008 neposredno podrejen kabinetu predsednika vlade in tako dalje. Tega ni, tam se kadrovska situacija ni spremenila, ampak oni se že samo cenzurirajo. Ne, jaz nimam do tega zelo veliko razumevanja. Ne. Mislim, do tega ne bi smeli zdaj gojiti neke nostalgije, ne, v smislu, kako so ubogi, da se samo cenzurirajo. Prostite, mislim, dajte biti pokončni in avtonomni. Ne. Se pravi, če že sprašuješ po rešitvah, to bi bila recimo eden od prvih korakov. Ne. Več poguma, več boja za avtonomijo in upiranja. Hvala za enkrat. Od medijev bi se premaknili na področje visokega šolstva in pa raziskovanja. Na tem področju imamo v bistvu v Sloveniji prav tako veliko problemov, od nepotizma in netransparentnih recenzentskih postopkov in pa do izkoriščanja prekarnega položaja mlajših raziskovalk in pa raziskovalcev. Lahko bi celo rekli, da je polje znanosti nekako Slovenija v malem in se nič kaj recimo ne razlikuje od kakšne gospodarske sfere glede na razmere. Gorazd, tebe smo povabili, ker si predsednik visokošolskega sindikata, zelo dobro poznaš situacijo. Kako bi ti komentiral stanje in seveda zanimajo nas tudi rešitve? Ja, najprej mogoče en začeten razmislek o tem, na kakšen način naj se sploh lotim refleksije tega področja v luči tega, kar je naslov te okrogle mize. Namreč lahko se vprašam na eni strani, recimo, kdo oblikuje visokošolsko oziroma akademsko politiko pri nas, lahko pa seveda grem tudi ponujati neke rešitve, ampak pri tem bom verjetno v skušnjavi, da vam tu prodam nekaj, kar je agenda sindikata, ki mu pač predsedujem. Torej, ker verjetno ne bi bilo pošteno, da začnem tu z neko reklamo, ne, z oglaševanjem nekega tako rekoč skoraj predvolilnega programa, bom vsaj za začetek poskušal situacijo objektivizirati. In se bom vprašal, kdo in na kakšen način oblikuje politiko urejanja akademskega polja in ali država neko politiko na tem polju sploh ima. Generalno gledano, če vzamem zgodovinsko, je situacija taka, da je za to polje že vrsto let značilna na eni strani finančna podhranjenost, na drugi strani pa potem seveda ravno zaradi finančne podhranjenosti so vsi vpleteni, zlasti pa raziskovalni delavci, zelo obremenjeni s tem, da morajo nenehno pridobivati sredstva na razpisih. In tu se je zgodilo to, da je ne samo naša država, ampak tudi Evropska unija raziskovalcem in raziskovalnim institucijam ponudila financiranje, ki je izrazito kompetitivno. Se pravi, forma razpisa je nek osnovni modus operandi, je tudi nekaj, kar v bistvu vpliva bistveno na organizacijo dela, nekaj, kar vpliva na kratkoročnost delovnih razmerij in nekaj, kar v resnici potem sproža tudi neka mikrorazmerja hierarhije znotraj institucij. Skratka, cel sektor je postal odvisen od
razpisov, od razpisnega financiranja, in vsak, ki je raziskovalec, ve, da pravzaprav mora polovico časa porabiti za to, da se nenehno prijavlja na razpise. In ni več toliko pomembno, a razpisi in njihove vsebinske predpostavke spodbujajo raziskovanje nečesa, kar se raziskovalcu po njegovi avtonomni presoji zdi ta hip smiselno in zanimivo in v ustreznem časovnem razponu. Pomembno je pridobivati denar. Vse se vrti okrog tega, kako pridobivati denar. In mimo tega sistema težko sploh kdo zna misliti. Zdaj se pa vprašajmo, ali poleg tega, da je država pač preprosto posvojila razpisni način financiranja, ki seveda obvladuje tudi nevladni sektor, pa kulturni sektor, umetniški sektor in tako naprej. A poleg tega te neoliberalne forme pravzaprav sploh premore in zmore formulirati kakršnokoli politiko v smislu recimo reorganizacije akademskega polja ali pa nekih potez, ki bi pomenile razvojno spodbudo in tako naprej. Jaz mislim, da ne. Razmere so take, in to vam govorim iz izkušenj, ker sem bil zraven ali pa zelo blizu pri nastajanju ali pa pri ocenjevanju strateških dokumentov, različnih zakonov, ki urejajo visoko šolstvo ali pa raziskovalno dejavnost. In zadeva je v bistvu taka. Obstaja resorno ministrstvo, ki je kadrovsko, vsaj kar se tiče visokega šolstva in raziskovanja, opustošeno. Notri je nekaj ljudi, ki imajo kilometrino, ampak so zaradi takih in drugačnih nenehnih pritiskov se pravzaprav umaknili v pasivnost. Skratka, notri ni zadostne strokovne moči, ki bi bila zmožna analizirati, kaj se dogaja in postaviti neke prioritete. Vsakih par let pride nov minister s svojo ekipo, ampak večina strank v resnici nima nikakršnih idej o tem, kako bi bilo treba urejati ali pa preurejati akademsko polje. To vem, ker sem imel tudi vrsto sestankov s strankami v svoji sindikalni funkciji. Stranke pač ničesar ne vejo o univerzi, o inštitutih, o znanosti, o sodobnih trendih, to je za njih španska vas. In potem minister pač nekdo postane po nekem ključu, po nekem naključju, mogoče zato, ker ima neko ambicijo, ampak ker od zadaj pač ni nobenega programa in ker tudi ministri praviloma niso zmožni aktivirati tistih redkih uradnikov s kilometrino, ki bi lahko artikulirali neko državno stališče do urejanja akademskega polja, je pravzaprav rezultat nekaj, kar je kombinacija statusa quo in pa tega, da okrog hodijo različne interesne skupine in tisto, kar je njihov partikularni interes, pač poskušajo zlobirati, da bo tudi ministrstvo to prevzelo kot svojo lastno politiko, zato ker pač svoje politike v resnici nima. Zdaj pa, kdo so tisti, ki so organizirani? Kdo so tisti, ki pišejo strateške dokumente, kdo so tisti, ki pišejo zakone ali pa novele zakonov? To so čisto preprosto šefi institucij. To so tisti, ki imajo največjo moč, ki so jih institucije delegirale in ki tja pridajo z nekimi kar jasnimi cilji, kaj hočejo doseči, in preprosto ministrstvo soočijo s tem, da mora tako in tako biti, in ministrstvo temu ni zmožno oporekati, ker pač nima strokovnih kompetenc, da bi sploh oporekalo. Vmes se pojavi tudi kakšen sindikat, ampak rekel bi pa to, da pravzaprav tisto, kar vodstva institucij, ki imajo seveda največji vpliv pri nastajanju agende, pri pač nastajanju nekih strateških dokumentov, tisto, kar ta vodstva forsirajo, so pa pravzaprav bolj ali manj interesi tistih, od katerih je odvisna notranja moč formalnega vodstva institucije. Skratka, to so v bistvu šefi mikroenot, ki kontrolirajo denarni tok. To so tisti, ki so se najbolje usposobili ali pa so prišli na pozicijo, v kateri je pridobivanje denarja odvisno od njih osebno
vsi ostali so pa pristali na to, znotraj te mikroenote, da se tem šefom podrejajo, zato ker je pač njihova eksistenca odvisna od tega. Tudi vrednotenje znanstvenih dosežkov pri raziskovalni agenciji je narejeno pravzaprav na ta način, da spodbuja reprodukcijo koncentracije moči šefov nekih mikroenot, ki se lahko imenujejo, ne vem, laboratoriji, programske skupine, oddelki in podobno. Tako je, ne? In tisti, ki so se znašli v eksistenčni odvisnosti od šefov in so pripravljeni za to, da so zraven seveda biti lojalni in marsikaj potrpeti, se bodo verjetno težko organizirali v nekih alternativnih forumih, da bi potem nastopali kot interesna skupina, razen kolikor se morda organizirajo v okviru kakšnega sindikata. Na sceno prihajajo tudi občasno nosilci nekih privatnih interesov, skratka ustanovitelji ali pa dekani zasebnih fakultet. In če je trenutna vlada taka, da je iz ideoloških razlogov ali pa čisto iz nekih personalnih povezav naklonjena favoriziranju privatnih interesov, potem bodo tudi oni prišli do svojega kosa kolača in bodo šefi javnih institucij, javnih univerz in inštitutov morali pristati na kakšne koncesije, ampak to je v resnici, cela scena je pravzaprav podobna bazarju, ne. Gre za to, kako se trguje. To nekako je situacija. Zdaj pa, če me vprašaš, Ja, kaj storiti ali kaj kako? storiti, seveda. Ja, zdaj me pa to najbrž sprašuješ kot sindikalista, ne. Mogoče bom odgovoril z anekdoto, ne. Ko so potekali neki taki preliminarni odgovori, kako reorganizirati dotok denarja za raziskovalno dejavnost na institucije, in bi se to potem formalno uredilo v zakonu, ki je zdajle ravno v parlamentarni obravnavi, je naš sindikat v nekem trenutku predlagal neko relativno radikalno rešitev. Rešitev, ki bi v bistvu omogočila, da se razrahljajo te vezi odvisnosti na mikroravni, v mikroenotah. In sicer smo predlagali, da se denar, ki se zdaj kontinuirano daje programskim skupinam, da se v bistvu ta denarni tok resetira, da se vsem članom programskih skupin razdeli na kakšne vavčerje in potem se lahko oni, ko dobijo neko finančno suverenost, če jim to ustreza, po demokratičnem postopku nazaj združijo v obstoječe programske skupine. Če se je pa njihov šef leta in leta grdo obnašal, potem pa bojo mogoče se pridružili neki drugi programski skupini in svoj vavčer odnesli tja, ali pa bodo celo izvolili drugega šefa, ne? In bojo pravzaprav samo demokratizirali svojo mikroenoto. Ta predlog bi verjetno kar pomembno vplival na notranjo dinamiko, ne, znotraj teh mikroenot, ampak seveda kaj hujšega kot tak predlog, ne. To je bila ena redkih situacij, ko sem v vlogi sindikata na drugi strani moral poslušati kričanje. Ne, ker seveda to bi bil za nekatere, ki so se navadili kontinuirane oblasti, tako rekoč konec sveta. Tako da mi ideje imamo, nimamo pa moči, ne. To nekako je težava. No, zelo zanimiva rešitev. Zdaj bi se predstavili v bistvu na naslednjo temo, na socialno področje. Rekel sem, da bomo danes malo skakali, svingali z ene na drugo temo. Sprašujem pa Majdo Hrženjak, ki je raziskovalka na Mirovnem inštitutu, strokovnjakinja za socialne oziroma predvsem skrbstvene politike. Zdi se mi, da je trenutno najpomembnejše vprašanje ta neka kruta realnost, ki jo je razkrila epidemija covida, kako v naši družbi skrbimo za starejše ljudi, da lahko ugotovimo, da so precej marginalizirana skupina. V prvem valu recimo je bila Slovenija na prvem mestu v Evropski uniji glede deleža umrlih v domovih za starejše.
Marsikdo koronavirusa ni vzel resno, češ vsaj tako ali tako prizadene, predvsem stare, ki bi kmalu umrli. Mnogi upokojenci že leta, zlasti upokojenke, živijo v revščini. Majda, kaj se dogaja in kako v bistvu iz te godlje? Hvala za besedo in dober večer vsem. Hvala, da praznujete z nami tudi v mojem imenu. Sicer nobenega ne vidim, no, tako moram reči, ker smo tako osvetljeni. Ja, saj slišim, super. Ja, zdaj, ko govorimo o socialnih politikah in starejših, ne moremo mimo nekaj zgovornih statistik. V Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi 250.000 ljudi, to je približno malo več kot 12%. Največja skupina med njimi so upokojenci, in sicer jih je 100.000, 2/3 med njimi je žensk. Se pravi, stopnja tveganja revščine za ženske starejše od 75 let je v Sloveniji med najvišjimi v Evropi. In Slovenija je tudi država, ena redkih držav v Evropi, v kateri so upokojenci in upokojenki najbolj ranljiva skupina za porevščenje. To seveda kaže, da je naš pokojninski sistem izjemno restriktiven in mačehovski. Po drugi strani je druga največja skupina, so zaposleni revni, približno 50.000 jih je, kar seveda tudi kaže, da minimalna plača je še vedno prenizka, kljub temu, da se dviguje, je še vedno nekaj evrov pod pragom tveganja revščine. Hkrati pa to kaže tudi na strukturne probleme na trgu dela, predvsem na prekarizacijo. In v tem kontekstu je meni jaz težko razumem, da je bilo v tej pokojninski reformi, da se je blazno nujno mudilo umakniti pozitivne ukrepe za ženske. Namreč ženske so imele nekoliko višji odmerni odstotek za izračun pokojnine, nekoliko krajšo delovno dobo iz naslova kompenzacije za neplačano reproduktivno delo, kar je bila še dediščina prejšnjega sistema, in po direktivi Evropske unije je bilo seveda to treba umakniti, in to v imenu enakosti spolov, kar se meni zdi cinično. Po drugi strani pa pokojninske reforme, politike, ne samo naše, ampak tudi evropske, vztrajno ignorirajo destandardizacijo, prekarizacijo in nasploh spreminjanje narave dela v postindustrijski družbi. Zdaj smo na pragu digitalizacije, pojavljajo se še dodatne nove oblike dela, gig ekonomija, platformna ekonomija, kar vse temelji na nestandardnem delu. Kljub temu pa pokojninske reforme zaostrujejo normo standardnega dela, se pravi 40-letne zaposlitve za polni delovni čas, kontinuirano delo, kljub temu, da večina ljudi ne dela in ne more delati v taki zaposlitvi. Danes recimo marsikdo pri 30 letih lahko ful dela, pa nima praktično še nič delovne dobe. Tako da pokojninske reforme oziroma pokojninske politike dejansko že danes generirajo bodoče revne upokojence. In to ni samo slovenski problem, to je širši problem in je problem neoliberalne individualizacije socialnih tveganj. In eden od mehanizmov je ravno to, da se sistemi socialne varnosti ne prilagajajo novim razmeram na trgu dela. Tako da, če me sprašuješ za rešitve, jih seveda na vidiku ni, so pa včasih bile. Recimo včasih se je veliko debatiralo o prožni varnosti, o krajšem delovnem času in bolj enakomerni porazdelitvi dela, o temeljnem dohodku. To so bile recimo neke debate, ki so imele potenciale za spremembe, so pa zdaj recimo bolj ko ne potihnile, se umaknile. Druga tema, oskrba, je treba reči, da to tudi ni specifično slovenski problem, da je evropski problem. Če odmislimo to, da Slovenija že 20 let
sprejema zakon o dolgotrajni oskrbi. To je slovenski unikum, ne? Tega nikjer po svetu ne vidiš. Ampak zaradi te situacije se Slovenija sooča z istimi problemi kot Evropa, vendar na težji način. Situacija je bolj zaostrena in težja. Namreč oskrba starejših se v neoliberalnem kontekstu ne vzpostavlja kot neka javna socialno-varstvena storitev, ki jo pač vsak starejši človek potrebuje, ampak kot globalna skrbstvena industrija, ki ima velike potenciale za prinašanje dobička. Države s svojimi politikami pri tem sodelujejo, in sicer na tak način, da spodbujajo oskrbo na domu, da privatizirajo storitve, s tem, ko ne obnavljajo javne mreže, in s tem, ko uporabnikom, se pravi upravičencem do storitve, namenjajo denarni prijemek, s katerim naj si on že sam na trgu ali pa v družini organizira in plača oskrbo, ki jo potrebuje. Na področju storitev se zato pojavljajo zasebne iniciative, privatna podjetja, cele verige podjetij, javno-zasebna partnerstva. Pri nas recimo je Deos ena taka veriga, multinacionalne korporacije, pri nas je recimo Senecura, kjer so pogoji dela in kvaliteta oskrbe seveda podrejeni dobičku. Lahko vskočim mogoče, Ja. ker ravno omenjaš vlogo privatnega kapitala tukaj oziroma neko privatizacijo skrbi, a ne. Obstaja neka statistika iz tega našega prvega vala epidemije, da so v bistvu da večinoma ljudje starejši umirali v javnih domovih za starejše, medtem ko pa v privatnih ne. Skratka, to razmerje privatno, javno je lahko kar precej zapleteno. Kako bi razložila to situacijo? Država seveda ni obnavljala javnih domov. Javni domovi so prenatrpani, zastareli, iztrošeni, organizirani v stavbah, ki v osnovi sploh niso bili namenjeni domovom, ne, recimo bivši zapori, vojašnice, gradovi in tako naprej. Medtem ko koncesionarski domovi so se gradili večinoma po letu 2000, to so nove stavbe, dobro, sodobno opremljene, majhne in lažje obvladljive v tem smislu, ne. Tako da jaz si predstavljam, da so se pač v prvem valu v teh manjših domovih in novejših, bolj sodobnih, lažje zaščitili. Ampak s koncesionarji so drugi problemi, ne. Dejstvo je, da koncesionarji imajo dovoljenje države, da imajo 30% višjo ceno za isto storitev. In ponujajo tudi veliko nadstandarda, ki ga je potrebno doplačati. To seveda pomeni veliko razslojevanje v dostopu do storitve, do kvalitetne storitve, pri čemer revni sloji že tako nimajo dostopa do storitev oskrbe starejših v Sloveniji, dejansko, ali pa imajo zelo omejeno. Poleg tega koncesionarji dejansko s tem nadstandardom in s to višjo ceno ustvarjajo večji prihodek od dohodkov, ne, profit bi lahko temu rekli, kljub temu, da je to neprofitna dejavnost, in imajo dovoljenje od države, da lahko ta višek usmerjajo v poplačilo kreditov za investicije. Kar pomeni, da se plačila uporabnikov, ki so visoki in jih težko plačujejo, ne usmerjajo v krepitev javne mreže, ampak v krepitev zasebnega kapitala. In to so problemi koncesionarjev. V drugem valu so pa tudi koncesionarji, so se okužbe razširile tudi po koncesionarjih. Dobro. Si želela še zaključiti to misel, ker bi šli malo naprej, drugače? Ja. Katero misel misliš? Mogoče še kaj v zvezi z samooskrbo, če imaš... Ja, bi povedala še par stvari, ja.
Namreč oskrba starejših je tudi eden od poligonov, kjer se uveljavljajo nove oblike dela, ki vse po vrsti kršijo delavske pravice. Od recimo zero hours contract, ki je v Veliki Britaniji se uveljavlja na področju pomoči na domu, mini jobs v Nemčiji, pri nas so ekvivalenti osebno dopolnilno delo, družinski pomočnik, ogromno je espeizacije, sive ekonomije, platformna ekonomija se tudi razvija na tem področju. V zahodni, južni Evropi se uveljavlja tretji steber, tako imenovani tretji steber oskrbe, se pravi zaposlovanje migrantskih skrbstvenih delavk v zasebnih gospodinjstvih. Migrantka živi z oskrbovancem, ga oskrbuje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kar pomeni, hkrati vzporedno pa se razširja industrija rekrutacijskih agencij, ki ponujajo 24-urne pakete oskrbe na domu in povezujejo družine iz bogatejših držav z migrantkami iz revnejših držav. Vse to se dogaja v neki sivi coni nedorečene socialne in delavske regulative, ki pa jo države tolerirajo, zaradi tega, ker to pač potrebujejo. Tako da oskrba starejših se dejansko poleg tega, da postaja tržna dobrina, spreminja tudi v geostrateško surovino, ki jo bogate države sistematično izčrpavajo iz revnih držav. Recimo Nemčija ima na Kosovu šolo za negovalke, kjer po svojih standardih izobrazi negovalke in jih potem z ugodnimi integracijskimi paketi povabi v Nemčijo. Prav tako Norveška v Litvi in recimo Italija v Romuniji in Slovenija se tudi že vključuje v to trgovino za rekrutacijo medicinskih sester in negovalk iz Bosne in Srbije in tekmuje s temi državami. Seveda pa to hkrati v državah izvora tudi pomeni, da se tam ustvarja velik skrbstveni deficit v njihovih zdravstvenih sistemih in blaginjskih sistemih, kakor tudi v družinah in s tem se soočamo tudi pri nas. In zdaj me boš vprašal za rešitev in jaz ti jo bom povedala. Prosim. Namreč zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se sprejema, je priložnost, kako ustaviti te trende. In tisti, ki zahtevamo drugačen zakon, kot je ta, ki je zdaj že potrjen v vladi, junija je bil potrjen, opozarjamo na to, da Slovenija že ima en odličen sistem oskrbe. To je sistem otroškega varstva, ki nam ga zavida cela Evropa in ki bistveno določa kvaliteto življenja v Sloveniji v pozitivnem smislu. Značilnosti tega sistema so, da je to javna in kvalitetna mreža, da je univerzalno dostopna, visoko subvencionirana, tudi upravičena plačila, kar pomeni, da deluje tudi kot socialni korektiv, visoko profesionalizirana in z dobrimi in urejenimi delovnimi pogoji. Evo, to hočemo imeti tudi na področju oskrbe starejših. Hvala, Majda. Kot naslednjo govornico bi predstavil Alenko Kreč-Bricelj. Govorila bo pa predvsem o varstvu okolja in narave. Zdi se mi, da smo nekako prišli že do točke, ko se je večina sprijaznila, da ekološko preobrazbo potrebujemo. Je pa seveda tudi vprašanje, kaj bomo ob tej ekološki preobrazbi naredili z samim kapitalizmom, kako jo narediti v bistvu socialno pravično, to je ena od zahtev okoljskih gibanj. Ne nazadnje, recimo, če pogledamo v Franciji, gibanje rumenih jopičev je nekako bilo sproženo predvsem zaradi višjih cen bencina, ki je prizadel določene sloje prebivalstva. In v zvezi s tem se mi zdi, da sem zelo zanimiv cilj prebral v vašem manifestu in to je redefinicija želje. Mogoče lahko predvsem kaj o tem poveš za današnje omizje?
Ja, bom probala. Jaz sem danes govorila z Niko, ko sva delala skupaj na tem referendumu, skupaj z ostalimi seveda. In je rekla, o čem boš pa govorila, pa sem rekla, meni je isto rekel, da ne govorimo o redefiniciji želje, pa je ona rekla, kaj pa je sploh to, pa sem rekla, Nika, to je tako, ko greš v trgovino po banane, pa prideš domov z referendumom. Tako da, ja, redefinicija želje, recimo jaz se ukvarjam predvsem z smetmi, pač sovodim organizacijo Smet-o-met, tako da mi smo ena taka dvoživka, ki delamo po eni strani socialno podjetništvo, po drugi strani smo pa aktivisti oziroma zagovorniki, tako da imamo tako konfuzno malo situacijo lahko, ampak veliko tega diskurza gre v smeri zmanjšanja odpadkov, da na individualni ravni pač kupujemo manj in izbiramo drugače in da je to možna rešitev tudi zato, da nekako ta svet ubranimo pred podnebnimi spremembami pa pred temi ogromnimi količinami smeti. No, jaz pač tega čist ne verjamem, ne. Mislim, da ni prav, da na individualni ravni, da se pač ta teža podnebne krize pač na posameznike prenaša in seveda je to breme toliko večje za tiste, ki so že tako nosijo večji del posledic podnebne krize. Tako da je pač to nek neoliberalni način reševanja tega problema, ki samo pač prestav težavo iz enega dela kapitalizma v drugi del kapitalizma. Tako da recimo veliko čisto na praktični ravni imamo pač tako neke ljudi, influencerke, ki govorijo o tem, da se da, ne, da se da živeti drugače, da se da redefinirati to željo in izbirati boljš. Naprimer, ne vem, primer je ena knjiga Dom brez odpadkov od Bea Johnson, kjer ona potem na koncu leta pokaže sam en kozarček za vlaganje s par smetkami noter in trdi, da je pač to možno. Jaz pa mislim, da je to kozarček poln bullshita in da pač se to v resnici ne da. No, kar na individualni ravni lahko zahodnjaki, spremenimo na ravni navad, je to, da pač si spremenimo svoje želje ali pa potrebe glede letenja, da jemo manj mesa, imamo manj otrok in predvsem, da volimo in se politično in družbeno angažiramo. Sicer pa izbiramo med samimi istimi stvarmi. Tako da bi rekla, da redefinirajmo individualne želje v družbene želje in da tukaj vidim največ možnih rešitev potem. Ker recimo, če so naše babice svoje želje lahko nekako outsourcale skozi religijo pa molitev, pa če so bile njihove želje dovolj neekstravagantne pa skromne, so jih tudi znotraj recimo te socialistične povojne obnove se jim realizirale. Potem pa zdaj se mi zdi, da lahko kot posamezniki vseeno te svoje želje nekako izživimo samo kot potrošniki večinoma in da je vedno manj nekih vzvodov, ki bi nam omogočali kakršnokoli aktivno državljanstvo, da se te vzvodi pač zapirajo, omejujejo, kar je pa še posebej očitno zdaj v času korona krize, kjer pač nismo mogli niti protestirati, niti kot posamezniki, kaj šele kot skupine državljanov.
No, zato tudi verjamem, da je pa kot posledica tega pa imel ta referendum o škodljivem zakonu o vodi tak uspeh, ker so ljudje pač se poenotili ali pa uskladili, prepoznali vsebino, ki se je pač dotikala vseh, imeli neke usklajene vrednote skupne glede tega in pač obstajala je znotraj družbe tudi ena velika želja po aktivaciji. In ta referendum je pač bil en tak vzvod, kjer so pač ljudje, za katere pač verjamem, da se prej niso, in tudi vem iz izkušenj, ko so pač mi govorili, recimo, ne vem, prijatelj, ker je rekel, moj fotor ne gre niti iz fleta, zdaj šel pa na referendum, tako da pač so se aktivirali. Ne. Ti si bila ena od koordinatoric te kampanje za čisto pitno vodo v bistvu. Kaj ste naredili prav, da ste prišli do tega uspeha? Ja, jaz mislim pač, da smo naredili prav to, da smo zaupali ljudem, pa da jih nismo podcenjevali, pa mislim, da je pač vedno moč v skupnosti, a ne? Da če se gradi skupnost od spodaj navzgor, pa brez pač nekih skrivnih agend, da take stvari se začutijo in lahko tudi uspejo. Samo absolutno pa mi nismo vedeli, da bo ta stvar uspela. Mi smo samo delali po svojih najboljših močeh in upali, da bo pač ratala. Ne? Okay, hvala za enkrat, Alenka. Še naša zadnja govorka, Suzana. V bistvu si bila predvidena, da boš govorila prva, ampak poglej, vse se je obrnilo. Vidim tudi, da moramo že malo pohiteti, ker se že vidijo strele. Ostali bomo še recimo na področju aktivizma, na področju neke mobilizacije ljudi. Ti imaš v bistvu res zelo bogato zgodovino na področju aktivizma, vse tam v 80. leta sega, verjetno tako rekoč ni stvari, ki je ne bi počela znotraj teh gibanj, tako da bi lahko tudi rečemo, da je marsikaj bilo seveda doseženega v tem času, ampak kljub temu me zanima, kako bi ti predstavlja glavne probleme in pa rešitve, seveda predvsem me zanima vprašanje pravic manjšin. A pa začnem v bistvu sam z drugim delom. Preverjam. Lahko, kakor želiš. No. Ampak ta začetek moram povedati. Premišljevala sem o tem, da v bistvu jaz nisem nikoli pisala grafitov, ne. Niti v času punka, tistih ajev, pa Punk is not dead in tako naprej, ampak to ni čisto res. Enkrat v življenju sem pisala grafite in točno vem, zakaj se tega ne maram spominjati. Bilo je leta 1988, kmalu potem, ko sva z Natašo Sukič ustanovili lezbično sekcijo oziroma takrat še skupino LL, in to je bilo eno blazno vrenje vsega in svačega in mi smo seveda naivno verjeli, mi bomo zdaj to vse skupaj reševali, ne. Tudi homoseksualna skupnost tedanja bo prispevala nekaj k samostojnosti Slovenije in to bo vse drugače. No in takrat, ko je bila afera JBTZ, je prišel k meni in Nataši Samo Resnik, ki je bil takrat aktivist za SMS, tudi fizik, ljubitelj znanstvene fantastike in tako naprej, tudi prijatelj Janeza Janša, in je rekel, zdaj sem pa jaz za eno gverilsko akcijo. In je predlagal, da Janez Janša postane predsednik za SMS, to je bilo tako pač nagajanje, in je dal delati plakate s portretom Janše, na katerih je pisal Janšo za predsednika. In potem smo to podnevi lepili, jaz, Sukič in Samo Resnik. Po noči smo pa po Rudniku pisali grafite, Free Janša, drugi pa je bil Zdravnika za Janšo. Zaradi tega, ker takrat je bil Janša v zaporu in kao srčni bolnik in mu niso pustili pripeljati zdravnika. In ta napis Zdravnika za Janšo je bil tam na eni rudniški garaži in je čez leta bledel, ampak je imel pa vsakič
drug pomen, ne, ta zdravnika za Janšo. In na koncu se jaz vprašala, a mogoče vsi mi rabimo tudi zdravnika včasih, ker se spomnim tistem obdobju, za koga vse smo se mi bojevali, pa protestirali, pa ne vem kaj, recimo za Janeza Janšo, pa smilil se nam je Vojislav Šešelj, pa Dobroslav Paraga, ne. Bogi, oblast jih preganja, ne. To so bili vsi fašisti, ne. Mislim, to je zdaj popolnoma jasno. In takoj samostojnosti v Sloveniji, kaj je bilo prvo? Prvo je bil na udaru splav, ko smo demonstrirali pred skupščino. Druga stvar je bila, da ko se je spreminjala slovenska ustava, da homoseksualnost ni bila uvrščena med osebne okoliščine, zaradi katerih je diskriminacija ni bila eksplicitno uvrščena, ampak implicitno. So rekli, ni potrebno to zapisati, ker je pri nas toliko malo homoseksualcev, ne. In je nekdo tudi, zdaj se več ne spomnim kdo, takrat komentiral, ja, če bi bilo v Sloveniji dovolj državljanov z zelenimi lasmi, recimo jaz, ne, bi pa tudi te zaščitili, ne. Tako da o referendumih, da sem zelo preskočila, raje ne bom govorila, ker referendumi za človekove pravice so poraz sam po sebi. Zdaj po skupnosti kroži en joke, da to so referendumi o družinskem zakoniku, ne, in gejevski poroki, ki jih niti nikako več ne more rešiti, ne. S vsemi komplimenti. Prognoza, da preskočim na to. Zelo veliko sem premišljala, kaj naj odgovorim na to, ne. Ena stvar je, da LGBT življenje in pravice, da je, kot je rekel Rode, to je v vseh porah, ne. Tako da je zelo težko je reči, dajmo narediti to, dajmo naj se pri biologiji govori nekaj o homoseksualnosti, pa o istospolni usmerjenosti, to je vse tako neka marginalizacija in potiskanje nekam, ne. Tako da jaz mislim, da predvsem, da je treba govoriti pri vseh predmetih o tem, pa ne samo v osnovni šoli, v katerikoli šoli, vse bo se odključiti. In ker si me spraševal tudi, kaj storiti za normalizacijo LGBT. Jaz mislim, da je treba nekaj storiti za denormalizacijo, ne? Da smo že prišli tako daleč. Ja, recimo, res bi me zanimalo, kako doseči to, da bo popolnoma enako normalno, da gre istospolni par po Čopovi, kot gre pač heteroseksualni, a ne? Tega ne bomo dosegli z recimo spremembo zakonodaje verjetno, ne? To je zelo dober začetek. Mislim, ni stvari, s katero bi to dosegli, in vse stvari so pri tem pomembne, ker če ti nimaš v zakonu, ne vem, da to obstaja, da se lahko poroči, ne vem, isti spol, potem se tudi nimaš na kaj sklicevati. Pol te bo en udaril, ker si se z nekom sprehajal z roko v roki, in bo policaj rekel, ja kaj, a to se ne sme, ali kaj, ne. Mislim, tako da hotela sem pa vseeno tisto, kar sem prej govorila o denormalizaciji, ne, ker je pa treba tudi vedeti, da je seveda LGBT skupnost zdaj že zelo razvejena in da jaz predstavljam le še tle en delček starejših boomerskih lezbik, ne, tako da morate upoštevati, da je moja relevantnost zelo omejena. Je pa recimo tisto, kar jaz pogrešam, je recimo lezbična skupnost. Preprosto lezbična skupnost. Ker je recimo zdaj seveda je veliko dejavnosti in veliko je vsega in zdaj se vse bolj to dogaja, da so tudi vse te LGBT iniciative, skupine odvisne od nekega denarja, ne, od nekih korporacij, od nekih prošenj. Treba je imeti zaposlene ljudi, ki bodo prošnje pisali. Mislim, seveda to mora obstajati in super je, da danes obstajajo ljudje, ki so aktivno zaposleni v tem, da se ukvarjajo z LGBT pravicami. Ampak jaz mislim, da izginja skupnost, izginja preprosto to, kar je Nataša Velikonja nekoč rekla, da je pomembno priti v lezbični klub, ker je to edini prostor na svetu, ker ti ni treba biti lezbika. Najlepša hvala, Suzana. In tudi ostalim. Nekako smo zaključili ta naš krog, bili smo malo daljši, kot sem računal, in bi pozval vas, če bi pokomentirali povedano, morda kaj vprašali naše govorke, govorca, dobite takoj mikrofon, Mojca vam ga prinese, tako da kar pogumno. Dobro. Zdaj, če ne bo vprašanje iz publike, jaz bi samo še vas prosil, tako da zaključimo današnji pogovor. Morda bi pa
vi pokomentirali, kar je bilo povedano danes tukaj za tem omizjem. Mislim, da je bilo dosti nekih prečnih tem, da smo govorili naprimer o individualizaciji skrbi, naprimer pridobivanja sredstev za projekte, o neki individualni odgovornosti, tudi kar se potem tiče varstva okolja. Bi morda kdorkoli, koga tukaj še dopolnil, pokomentiral od vas? Jaz bi samo en drobec dodala prej, ko smo poslušali o problematiki starejših in kaj se je dogajalo, da to seveda so te teme, ki se prikrivajo, to postaja tudi recimo pri nas, da je vprašanje LGBT starih in starejših, kaj se bo dogajalo s to generacijo. In me zelo boli, ker jih hočejo nekateri tako odpraviti, saj to ni pomembno več, ko si star, ali pa pri nas je vse enako. Ni, vemo, da nikoli iz prakse nikoli ni bilo vse enako in da pač imamo že izkušnje in podatke Zahoda, zlasti pa z Amerike, da se dostikrat dogaja starejšim, da se morajo ponovno skrivati ali pa ponovno delati coming out. In seveda, čim starejši si, tem teže je to. Ne? Tako da to je še ena tema in gotovo je še več takih, ki se prikrivajo. V bistvu govorimo o intersekcijski diskriminaciji, ne, ker gre za starizem in hkrati tudi homofobijo v bistvu. Ne. Jaz bi mogoče pokomentiral in dopolnil to, kar je Majda govorila. Dala je primer slovenskih vrtcev, ki so mogoče najboljši na svetu. Treba je pa vedeti, da to stane. In jaz poznam mogoče finance občine, v kateri živim, in je to ena taka srednja velika občina. Četrtina občinskega proračuna gre za vrtec, za vrtce. Ne? Tako da, zakaj to izpostavljam? Zato, ker tudi če hočemo priti do zares dobrega zakona o dolgotrajni oskrbi, ali pa recimo, če hočemo rešiti čakalne vrste v zdravstvu, potem je naloga odgovorne politike, odgovornih politikov ta, da ljudem natočijo čistega vina in jim povejo, da če hočemo imeti standard, bo treba seveda tudi več prispevati. Ne? Treba je zagotoviti ustrezna sredstva in mislim, da bi morala neka odgovorna politika preprosto ljudem predočiti, ne, da gre v politiki za tudi izbiro prioritet. Ne. Naši politiki zelo radi kujejo predvolilne točke in zdaj to že vidimo, ne, v zadnjih mesecih z betoniranjem, ne, z gradnjami tega in onega, kar se opazi. Ne, mislim pa, da bi morali politike enkrat ljudem tudi povedati, glejte, dajmo mogoče izbirati med nadaljnjim kopičenjem infrastrukture in pa nekimi sistemi, ki bodo osnova za to, da ljudje kakovostno živijo in so njihove vsakdanje potrebe pokrite v vseh starostnih skupinah. In ta stvar stane in se bo treba pač odločiti na nacionalni ravni, a smo pripravljeni za bolj kakovostne storitve tudi več plačevati. In imeti mogoče manj česa drugega in pri tem celo kaj dobrega narediti za okolje. Hvala, Gorazd. Še? Jaz sem samo hotela reči, zelo na hitro bom, kako je potem ta referendum, zdaj sem slišala raven od ene kolegice iz okoljske organizacije, da se je izkazalo, po tem referendumom je pristojni minister Vizjak poleti, če ste opazili, pač poniknil, nikjer ga ni bilo. In po koncu poletja, očitno je bil v Oslovski klopi, ampak po koncu poletja pa se je izkazalo, da je cel kup neke zakonodaje bilo pospravljene nazaj v predal in za tisto, ki pa se pripravlja, so z ministrstva celo poklicali nevladnike, da pridajo in razpravljajo z njimi o novih zakonih in tudi minister je zraven na teh sestankih odsedel svoje. Tako da pač
to je sprememba, ki je vidna in verjamem, da take stvari lahko delujejo tudi na drugih področjih, ki smo jih danes pač obravnavali. V redu, hvala za to optimistično sporočilo na koncu. Jaz se zahvaljujem vsem za današnjo debato in pa še posebej vam, ker ste nas poslušali, pa upam, da boste še naprej z nami. Hvala.